Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, danes vam bom prebrala čudovito pravljico o večernem ritualu pred spanjem. Saj veste, umivanje zob, pižamca, kopanje oziroma tuširanje, lulanje, pravljica za lahko noč in še kaj. Spoznali bomo inšpektorico za spanje Pika Poko, ki pride na obisk v hotel za živali. Otroci, hitro se udobno namestite in prisluhnite pravljici z naslovom Lahko noč in eno bolho za pomoč. Poglej, Pika Poka prihaja na svoj inšpektorski obhod. Preverja, kako bodo male zverinice v hotelu žuželk odšle spat. Si umijejo zobe? Ali preberejo pravljico za lahko noč? Pika Poka bo to ugotovila. Sobo, prosim, je naročila kobilici na recepciji. Tok, 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 je potrkala na prva vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka. Kaj počneš? Hrošč govnač je bil ravno v banji s svojim čolničkom. Se mi boš pridružila? Jo je vprašal. Krtačila sta se in umivala, dokler se njuna hrbta nista bleščala od čistoče. Iz banje sta zlezla šele, ko se jima je koža že nagubala zaradi vode. Najlepša hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na druga vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka. Kaj počneš? Paličnjak je okleval pred svojo garderobno omaro. Kaj misliš, katera pižama bi mi najbolj pristajala? Rumena s črtami, je rekla Pika Poka. Pristajajo ti vodoravne črte, ker si že tako ali tako visok. Tudi Pika Poka se je izbrala pižamo. Izbrala je tisto s pikami. Kako čudovito. Najlepša hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na tretja vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka. Kaj počneš? Muha je ravno povečerjala in si oblizovala ustnice. Zobe si gremo umit. Si jih boš tudi ti? Lahko uporabiš mojo zobno pasto. Ščetkali sta zobe. Zdaj levo, zdaj desno, pa spodaj in zgoraj. Spredaj in zadaj in potem spet znova. Noben zob ni ostal neočiščen. Uporabili sta toliko zobne paste, da so se jima usta povsem spenila. Bilo je zelo zabavno. Hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na četrta vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka. Kaj počneš? Pasovček je sedel na stranični školjki in bral smešno zgodbo. Pridruži se mi, je rekel. Školjka na levi je še prosta. Pika Poka se je polulala. Pss, in potem je splahnila vodo. Vuš. Zdaj grem lahko naprej, je rekla Pika Poka. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na peta vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka. Kaj počneš? Knjižni mol se je ravno lotil knjige. Pridi, zate imam čudovito knjigo, je rekel. Pika Poka še ni znala brati, zato je samo gledala ilustracije. Opazila pa je, da so bile v vsaki knjigi luknje. Najlepša hvala, je rekla Pika Poka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Pika Poka je prišla do vrat številka 6, do svojih vrat. So se vsi umili? Si oblekli pižame? Umili zobe? Lulali? So vsi prebrali pravljico za lahko noč? Ja. Torej gre lahko tudi Pika Poka spat. Tok, 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 je potrkalo na njena vrata. 5 prijateljev je pogledalo izza vrat. Čas je za spanje, je zazehala Pika Poka. Kaj počnete tukaj? Nekaj si pozabila, Pika Poka. Želimo še en poljubček za lahko noč.
Sladko spi, Pika Poka. Lahko noč. O, kako čudovita pravljica. Zelo prisrčna in primerna za pravljico pred spanjem, kaj ne? In kako simpatične so te zverinice in pa inšpektorica Pika Poka. Res je prijazna in skrbna, da bodo vse živali opravile večerni ritual pred spanjem. Pa saj vaši starši so najbrž kar podobni inšpektorici Pike Poki. Saj tudi vi, otroci, opravite vse te aktivnosti pred spanjem, kaj ne? Brez dvoma je tale pravljica izjemno prisrčna. Prisluhnite pa še kakšni pravljici v mojem knjižnem kotičku, potem pa hitro v posteljo. Otroci, želim vam lepe sanje in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!